Tako, spoštovana publika, naši intervjuji gredo naprej in z nami je tokrat županja gospod Nuška Gajšek. Mi bomo za razliko od nekaterih na Facebooku vas vikali, tako vas tudi vikamo, ko vas naslavljamo, tako da začnimo kar konkretno. Zakaj Nuško Gajšek izvoliti za naslednji mandat? Jaz mislim, da smo v tem mandatu dokazali, da vse, kar smo rekli, da bomo naredili, smo res izvedli. Imamo veliko projektov izvedenih, seveda veliko še jih čaka na tisto dokončanje, ampak verjamem, da smo upravičili zaupanje ljudi in da si zaslužimo ponovno priložnost, da naredimo še nekaj več, še tisti dodatni korak naprej. Seveda je 4-letni mandat zagotovo premalo, da narediš vse, kar si zastavil, sploh pa da narediš nekaj res tektonske premike in zagotovo potrebujemo še vsaj 4 leta, da bomo lahko pokazali in želi sadove našega dela. Verjamem, da smo zastavili pravilno pot, da bomo temu sledili in da bomo res na koncu imeli rezultate in da se bo to odražalo tudi na tistih področjih, kjer smo mogoče zdaj deležni nekoliko več kritike, posebej, ko govorimo o razvitosti občine. Glavni kriterij razvitosti občine so seveda delovna mesta. Potrebno je vedeti, da ko se mestna občina Ptuj razdelila na 16 občin, so seveda tiste obrobne občine postale dejansko nosilke nekaj industrijskih con in zato je mogoče občina Kidričevo tista, ki je velikokrat izpostavljena, da nas prehiteva, seveda so tam ostala tudi vsa delovna mesta. Tako da naš glavni cilj v prihodnjem mandatu bo opremljanje poslovnih con, zato da bomo lahko imeli in bili privlačni za investitorje. Današnji investitorji, ki prihajajo, so zagotovo tisti, ki pridejo za neko dodano vrednost, kar se odraža potem tudi na plačah zaposlenih in seveda potem to celokupno, jaz verjamem, da bo končno dvignilo tudi nas na lestvici razvitih občin. Seveda pa nam že sedaj priznavajo, da smo veliko postorili na tem področju. Mi smo dobili tudi certifikat, zlati certifikat za razvojni preboj občine, tako da nekaj zagotovo delamo pravilno, neke statistike so nas zagotovo zaobjele, ampak kot rečeno, zavedamo se, da samo statistike so premalo, da bo potrebno tudi, da se ta statistika odraži na kvaliteti bivanja in jaz verjamem, da smo v teh 4 letih pokazali, da znamo, da zmoremo, da imamo energijo, voljo, željo in da znamo delati in da bomo tako delali tudi naprej. Ko ste omenili te statistike, to je nam, ki smo dejansko kritično oko Ptuja, popolnoma jasno, da se na 12 let katastrofalne podlage pa potem še zabijanja žeblov v to krsto ne more čudež zgoditi čez noč, tako da najprej je treba ptujsko vozilo peljati rikverc, da pride nazaj na pravo pot, to je popolnoma logično, ampak vprašajmo pa, kako sedaj po tem prvem mandatu potem pričeti udejanjati te vizije, ker vemo, da so vam potencijali mesta znani, da vam je mar, kar se v mestu dogaja, ker redko kateri župan odgovarja tudi čez vikend zvečer na komentarje in vprašanja, ampak sedaj konkretno vprašanje, prva 4-letka je mimo, kaj bi bile vizije za drugo 4-letno obdobje? Kot rečeno, mi smo se v prvem mandatu ukvarjali zelo z tistimi res nekimi najosnovnejšimi zadevami. Začeli smo tam, kjer dejansko se zadnjih 20 let ni dogajalo skoraj da nič, bistveno premalo in to so kazali tudi vse raziskave in vse ankete, ki so jih delali drugi, ne mi, in so visoko na lestvico tistega, kar potrebujem, kar pogrešajo, postavljali cestno infrastrukturo, komunalno infrastrukturo. Torej govorimo res o tistih najbolj fundamentalnih nekih temeljih, ki jih potrebuješ, da sploh lahko razvijaš. Tako da mi bomo zato, da bomo lahko dosegali in šli više, morali, tako kot smo že začeli v tem mandatu, nadaljevati z urejanjem infrastrukture, govorimo o nadaljevanju kanalizacije, vodovoda in cest in s tem tudi, potem se navezujem na to, s tem morajo tudi biti opremljene poslovne cone in ko bomo imeli to, verjamem, da bo prišlo tudi vse ostalo, s tem bo prišel tudi dohodek, s tem bo prišlo tudi vse drugo in potem bo seveda zagotovo ena pomembnejših gospodarskih panog je turizem. Tukaj ima Ptuj še res ogromne rezerve, nekako se od takrat, ko smo neslavno dali svojo arheologijo v depoje in jo tam pustili in zanemarjali, se ne znamo nekako izvleči iz tega krča. Mi smo v tem mandatu, mislim, da naredili velike korake
imamo pripravljeno projekt odprtega arheološkega depoja. Imamo oziroma nadaljujemo z projektiranjem tega, kar je bilo v preteklosti se zagnalo, zapravilo ogromno sredstev, pa nikoli dokončalo. Govorimo seveda o Dominikancu, kjer je tudi prostor tako za arheološki oddelek, kot tudi za razstavo drobne arheologije. Potem pa seveda se veselimo in smo zelo zadovoljni, da je v nacionalni program za kulturo prišlo tudi Žitnica kot bodoče arheološko razstavišče. Tukaj bo potrebno še kar nekaj pogovorov z državo, ampak ta prvi pomemben korak je storjen in jaz upam in verjamem, da bomo v naslednjih nekaj letih končno dorekli, kako in kaj glede naše arheološke zbirke. Res se nimamo za pohvaliti s tem, res smo premalo naredili. Graja gre tako lokalno kot državno, zagotovo bomo tu morali res si priznati, da smo pač nekaj stvari zavozili in jih začeti popravljati. Tako da mi smo v tem mandatu, mislim, da skupaj z muzejem pripravili tako projektne naloge kot vse vsebinske argumente, zakaj to potrebujemo. Verjamem, da država to že prepoznava, malo še bo potrebno, seveda kakšna predstavitev, ampak upam, da pridemo tudi do tega. To sta tista dva neka glavna stebra gospodarstva na Ptuju. Zagotovo moramo tudi slediti potrebam naših občank in občanov, govorimo o stanovanjih. Tudi tukaj imamo pridobljeno gradbeno, ki žal še ni pravnomočna za izgradnjo neprofitnih stanovanj. Potem gradilo se bo 30 varovanih stanovanj, gradijo se tržna stanovanja, tudi ta so potrebna. Gradi se nov dom upokojencev, tako da nekako celovito v naslednjih 10 letih zagotovo na Ptuju bistveno lažje priti do stanovanja kot sedaj. Potrebno bo tudi razmisliti, kaj je z stanovanjskim fondom, ki je v starem mestnem jedru in je potreben obnove. To zagotovo ne more biti več potreba v bistvu za neprofitna stanovanja, ampak bo treba potem dati to na razpolago nekomu, ki zna v mestu in za mestom tudi živeti, ki ve, da se v mestu vedno nekaj dogaja in tu smo znani po dogajanju v mestu. Vsaki reče se, da na Ptuju nič ne dogaja, potem verjetno še nikoli ni prišel na kak dogodek, ker dogodkov je res veliko in zagotovo si najde vsak za sebe kakšno stvar. Tako da čaka nas ogromno izzivov, od infrastrukturnih do stanovanjskih in vsega tega, da ne ponavljam, in bomo se tega lotili z enako vnemo, kot smo se lotevali vseh problemov do sedaj. Sedaj je zelo zanimivo vprašanje. Kakšna je razlika med biti kandidat oziroma kandidatka za županjo, pa potem to postati? Kako izgledajo zadeve od zunaj, da nekaj ni narejeno, ker pač nekaj enostavno ne bi hotel, bolj pa, ko se vsedeš za krmilo ladje, kako potem začne ta slika izgledati? Bistvena razlika med biti župan in biti kandidat je v tem, da ko si enkrat župan, imaš dejanski vpogled v stvari, predvsem v proračun in predvsem v tiste neke, ko se mogoče komu zdi taka postranska zadeva, ampak dejansko, če niso stvari papirnato urejene, če mi nimamo urejenih lastništev, če mi nimamo pridobljenih soglasij, če mi nimamo teh zadev urejenih v zemljiških knjigah, potem ne moremo delati. Potem tudi spoznaš, da je veliko predpisov. Slovenija je znana po veliki birokraciji in zagotovo je tudi Ptuj eden izmed tistih. Nas, kolikor smo lahko ponosni, da smo najstarejše slovensko mesto in imamo res bogato arheološko in kulturno dediščino, je ta lahko tudi v nekem pogledu cokla razvoja, zato ker seveda ne moramo vsega delati tako, kot nam paše in kot bi si želeli, ampak moramo tudi tukaj upoštevati določene smernice, kar nas pogostokrat zaustavi in seveda tudi projekte podraži in potem je spet na drugi strani zmanjka denarja za kaj drugega. Tako da to je bistvena razlika med nami. Tudi jaz sem kot svetnica imela polno idej in polno predlogov, kako kaj narediti, potem pa, ko vidiš, da so pa sredstva dejansko omejena in to ni samo ena prazna floskula, o kateri govorimo, pa vidiš pač, da si omejen, potem moraš nastaviti prioritete. Jaz trdim, da smo jih v tem mandatu nastavili korektno, da smo res delali na tem, da razvijamo enakomerno vse četrtne skupnosti. Začeli smo tam in za tistimi osnovnimi potrebami, kjer ne vem, jaz verjamem, da si mogoče kdo v enem delu Ptuja, ki ima že od kanalizacije, vodovoda in vsega tega, ne zna predstavljati, kaj pomeni, da tega sploh nimaš in seveda potem zase terja neke druge stvari, tisti na drugi strani Ptuja pa še osnovne infrastrukture nima. Tako da to bomo probali zdaj spraviti nekako na skupni imenovalec
in potem nadaljevati to zgodbo naprej. Jaz mislim, da tudi z temi našimi dogovori med četrtnimi skupnosti, enako smo naredili tudi za gasilci, kjer smo se dogovorili, naredili, nastavili plan in se ga dejansko držali, je potem to en taki znak, da vliva zaupanje v to, da delamo to, kar obljubimo, in da raje obljubimo manj, pa naredimo več, kot pa da bi obljubljali preveč in potem pustili ljudi razočarani. Se vam osebno zdi, da je morda na Ptuju glede določenih problemov premalo nekih takih dejansko nekih zdravorazumskih debat, če odmislimo Facebook debate pa kritiziranje, ko nekdo upa nekaj povedati, ker pač lahko napiše, pol pa v živo, pa je tiho, ko ga srečaš. Če bi se morda morali o nekih problemih, ki dejansko trajajo več let, ali je to smrad v mestu ali arheologija, dejansko začeti v takem enem širšem krogu pogovarjati in dajati stvari na mizo, da pol res ne velja samo, niso hoteli narediti, da bi prikazali realno problematiko problemov, ki jih imamo. Zagotovo. Ena od mojih idej na začetku mandata je bila sklicevanje in organiziranje tako imenovanih javnih tribun. To pomeni, da naslovimo problem, potem pa pokličemo in seveda izberemo primerne sogovornike. Žal nas je COVID potem pri tem zaustavil in smo to idejo nekako 2 leti praktično nismo smeli česar delati. Zdaj proti koncu mandata se nam to ni zdelo primerno, ampak zagotovo jaz mislim, da je to eden izmed načinov, kako približati javnosti, da jim razložimo, kaj so naše omejitve, kje imamo rezerve, kakšne so ideje, da pripeljemo ljudi, ki znajo delati, ki imajo primere dobre prakse, da jih soočimo z tistimi, ki mogoče pa tega še ne poznajo, da pridemo skupaj do neke rešitve. Jaz verjamem v dobro in verjamem, da nihče ni tako zelo ali slabo nameren, da bi želel škoditi nekomu ali pa Ptuju, in verjamem, da je mogoče dostikrat to posledica nekega nepoznavanja ali pa premalo informacij. Tako da zagotovo sem prepričana, da bi bilo manj te slabe volje in tega nerganja in tega ping-ponga z nekimi neargumenti, če bi jih lahko v živo javnosti predstavili in seveda tudi tam na samem licu mesta odgovarjali ljudem na vprašanje. No, jaz sem tu povedal malce drugače kot vi, ker v našem mestu vemo, da so določene strukture bile zelo frustrirane, da so izgubile oblast, tako da tudi marsikatero sabotiranje se zgodi, tako da to povem naši Ptuj publiki, ampak to so zadeve za posebno obravnavo, da se marsikaj sabotira. Ampak oviro je treba prestopiti. Mi smo se naučili prestopiti in preskakovati veliko polen, ki smo jih dobili pod noge, pa mislim, da smo to uspešno skakali, pa se nismo polomili zraven, tako da verjamem, da bomo tako znali tudi naprej. Ja, ampak samo toliko, da pač povem nas Ptuj publiki, da na lastni koži vem, kaj je dobiti prepoved delati v mestu, ker te pač zanima, kdo je kriminalec. Skratka, da se v drugo polovico predstavimo, kako sedaj je slogan povezani napredujemo dejansko v konkretne rezultate pretopiti. Ja, mi smo začeli v prejšnjem mandatu z povezani zmoremo več, kar smo tudi pokazali in dokazali, zato imamo rezultate, imamo, če povemo v številkah, to mogoče ljudi še najbolj pritegne, 40 milijonov realiziranih investicij v tem mandatu, ko bodo vse dokončane, ki so v teku, bo pa to 53 milijonov. Glede na to, da mandata je 4 leta, da smo bili praktično 2 leti v lockdownu, da potem smo imeli še zdaj to draginjo in vse to, da smo uspeli izpeljati toliko projektov, priča o tem, da smo se znali poenotiti, da smo se znali povezati in da smo znali organizirati in peljati te projekte naprej. Tako da, če zdaj gremo stopnico više, povezani napredujemo, zagotovo. Jaz upam, da bomo ta nivo komunikacije ohranili, da bomo se znali usesti, da bomo znali prepoznati, kaj je dobro za Ptuj, ne za posameznike, ampak kaj je skupno dobro in da bomo to tudi potem pripeljali do realizacije, brez da si bomo nagajali, brez da bomo poslušali o nekih očitkih. Zato je mesto pred tem, preden začnemo z projektom, in razprava javna, široka, mora vedno obstati. Če se sedaj imaginiramo enega takega značilnega ptujskega nergača iz Ošanka, ki bi rekel, pizdo materno, nič niso naredili, jebem ti, gled, to samo lapajo, pa nič ne delajo. Kaj bi bil tisti faktor, ki bi ga sedaj morali izpostaviti, imenujemo to zadeve, ki jih ljudje ne vedo, pa bi bilo dobro, da bi jih vedeli, da nimo, kaj je lahko cokla neka v ozadju, da bi potem taki nergač rekel, jebem ti, tega pa nisem vedel, da je to tak, da denimo bi iz tistega
a priornega kritiziranja v bistvu tudi tak in drugač dobil uvid v neko problematiko. Jaz si ne želim, da izpademo, kot da iščemo konstantno neke izgovore, ampak dejstvo je, da marsikatera stvar ni bila urejena. Dobili smo veliko okostnjakov v omarah, pa ne starih že verjetno od vsega začetka. Jaz verjamem, da se kdaj ni bilo potrebno ukvarjati z določenimi stvarmi, kot je urejanje dokumentacije ali urejanje zemljišč, urejanje lastništev. Potem v preteklosti se je verjetno tudi drugače gledalo na razvoj mesta, kaj pomenijo gospodarske cone, kaj pomenijo stanovanjske cone, in zdaj, ko imamo v bistvu prostorske plane take, kot imamo, ne moramo mi kar vse poprek delati, tukaj smo omejeni, torej ne more nekdo reči, zakaj delate na levi strani, zakaj ne gre se na desno, zato ker je pač vse zapisano. Tako da postopki teh sprememb so pa dolgotrajni, se vlečejo in nekje je treba začeti. In mogoče v začetku res nimaš kaj pokazati, ampak če imaš cilj in veš, kako do njega priti, se v nekem obdobju vse izkaže, da se dela. In zagotovo, kar nam manjka v tem mestu, pa verjetno tudi širše, je potrpežljivosti. Mi smo vsi na horuk, iz danes na jutri bi moralo biti vse narejeno, žal tako ne gre. Nismo vedno odvisni tudi ne samo od sebe, velikokrat smo odvisni tudi od soglasij in od neke papirologije, ki jo počnejo drugi. Velikokrat se nam tudi na terenu kaj zalomi, včasih se izkaže tudi, da kakšen projekt ni bil najbolj primeren in optimalen. Tako da zagotovo je veliko enih stvari, s katerimi se ukvarjamo. Zapuščina terja svoj davek in seveda potem se vsi lotevamo tega nekako na svoj način. In jaz verjamem, da ob potrpežljivosti in zastavljenih ciljih in vedeti, kam greš in kaj želiš, bodo rezultati tudi prišli. Predzadnje vprašanje, pogrešate pri določenih skupinah na Ptuju kaj samo iniciativnosti, da bi pa mogoče, jaz si predstavljam, da marsikatera dobra stvar potrebuje tudi idejnega kreatorja, pa da mogoče prvo, drugo domino podreš sam in potem, ko imaš nek konkretno rezultat že na mizi, da ne izgleda samo, da bi si po neki denar hotel na občino ali pa kaj podobnega, da bi mogoče malce več samo iniciativnosti, ki bi potem dobre ideje itak šle v realizacijo, ne nazadnje tudi skozi proračun, ko lahko ljudje za en del sami glasujejo. Ja, zagotovo. Jaz absolutno sprejmem čisto vsako kritiko, ki je na mestu. Ampak potem, ko dobim kritiko, si želim, da tisti, ki kritizira, zna predstaviti tudi, kako bi pa sam problem rešil. Ne samo fiktivno, ampak dejansko kakšna rešitev, kakšne so drugačne zadeve, kako bi lahko drugače. Najlažje je govoriti, mestno jedro je prazno, ne vem kako, treba je napolniti staro mestno jedro, noben pa nima prave rešitve kako. In vsi samo nergamo, vsi samo znamo šipati. Jaz bi si želela, da pridemo z rešitvami in kot že prej rečeno, spet potrpežljivost, da bomo vedeli, da nič ne gre skozi noč, da bo treba vztrajati, da bo treba kdaj tudi kakšno stvar mogoče preplačati v smislu časa, energije in vsega tega, da bomo potem enkrat prišli, da se nam bo obrestovalo in da bomo lahko rekli, evo, to je pa to. Ampak zagotovo je predhodno potrebno ogromno ene samoiniciativnosti, energije, vložka in odstraniti tisto miselnosti, tega pa ne bomo delali, to se pa ne splača. Ne meri se vse v denarju, marsikdaj se meri veliko stvari, poglejmo naše prostovoljce, tudi v kakem res iskrenem hlavu. Še zadnje vprašanje, na kak način občutite ljubezen do Ptuja? Ljubezen do Ptuja, Ptuj je moj dom, jaz si ne predstavljam, da bi živela kjerkoli drugje, tudi če bi bilo ne vem kako Ptuj, jaz ne vem, tudi ko sem delala 10 let v Ljubljani, jaz sem se vsak dan vračala na Ptuj, zato ker si nisem predstavljala živeti drugje, ker tukaj se počutim, ne vem, varno, vse imamo, zelo dobro nam gre, je pa včasih treba iti malo v dolino, malo pogledati čez sosednji plot, zato da vidimo, da je res, nič nam ne manjka, no. Po mojem še imamo mogoče kakšno stvar preveč, pa ne te znamo prav ceniti. In potem vedno mislimo, da je trava pri sosedu bolj zelena, ko pa stopimo tja, pa vidimo, da je daleč od tega, da imajo kar nekaj blatnih zaplat in luš in da je najlepše biti doma. Tako da Ptuj zagotovo mojo ljubezen tudi preko tega izkazujem, da mi ni vseeno, da mi ni težko posvetiti 24 ur svojega časa in energije za to, da vlagamo v to mesto, zato da bi bilo vsem boljše. In verjamem, če bi vsi tako razmišljali, bi nam dejansko bilo lepo. Hvala lepa in veliko uspeha na volitvah.